Stvari, ki jih res rad delaš, jih boš v resnici na koncu, 10% časa res užival. 90% časa boš pa delal, ko bo dalo, nič ti ne bo všeč, zagabal se ti bo, ampak boš pa ti delal še zmer tiste stvar, ki imaš izmed vseh stvari najrajše. Ampak veš, tle je pa tisto, iščeš nekaj, kar ti bo naredil tistih 10% časa, ko uživaš vredno. Ja. Ker mi da sva zelo veliko športov trenirala skozi otroštvo, saj jaz sem jih ful, ne. Jaz zelo malo. In vsak šport ti nekaj da, ne. Ja, sigurno ti da. Ampak recimo meni je tako največje vprašanje, kaj je boljš za človeka oziroma čisto za kogarkoli, skupinski šport ali posamičen šport. Kaj ti več da? Tako. To in še nekaj drugih vprašanj bova danes predebatirala v torkovem pogovoru, kjer vas lepo pozdravljam nazaj. Lepo vas je spet videti. In danes, kakor sva že omenila, bova govorila o tem, kaj nam v bistvu lahko vsak šport, predvsem skozi otroštvo, ko smo trenirali, da za življenje naprej, ne. To recimo, da se lahko potem odločite, kjer šport bi mogoče trenirali, če vidite, kaj bi radi potem delali kasneje in tako naprej, ne. Ker zdaj midva bova šla malo bolj čez tiste športe, ki sva jih midva trenirala in kaj bi jaz rekel, da so meni pustili, ker marsikatterega sem jaz že nehal, ker tudi par treniral, ki jih je že nehal. In bova malo tako pogledala, še en drug vidik športa, ne. Ja, jaz sem treniral tako tekmovalno, sem treniral samo veslanje in to je to. V bistvu, ker sem bil mlajši, sem igral fuzbal, ampak to čisto šolsko in bilo. Saj sem bil kar dober, ampak v bistvu je pa to nekako to. Pol pa, ker sem končal z veslanjem, nekako 7. razred osnovne šole, 6. Pa se nisem več podal v to, zato ker mi enostavno to ni nič dal, nič mi ni potegnil me ni. Na začetku sicer ja, pa ne. Ampak, kot sem rekel na začetku, meni je vedno vprašanje skupinski ali posamičen šport. Recimo za mlajše, kaj si ti misliš? Jaz mislim, da kot učenje, zakaj te čaka pol naprej v življenju, je boljš, če delaš skupinski šport. Zakaj? Zato, ker življenje je zelo pomembno, da imaš ti ljudi okrog tebe, ki bodo ti bolj pomagali, ki boš z njimi lahko sodeloval. In ta stvar pri nas je res zelo pomembna, da znamo sodelovati. In to ti bo dal skupinski šport. Individualni šport ti tega ne bo dal, ne. Ampak individualni šport, tam se lahko naučiš nekako biti sam, ker v življenju tudi ne bodo ljudje okoli tebe, ki te bodo skozi podpirali, in se mi zdi, da je biti kdaj sam, posamično, da nekako se težje naučiš biti sam, kot pa v skupini, se mi zdi. Ja, ampak tle pa jaz vidim še ena druga stvar, ne. In to, ko gledaš, če boš ti znal biti v skupini in sodelovati s skupino, boš tudi prej si ustvaril eno skupino okrog sebe, ki bo to zate predvsem bolj pomembno, veš. Meni se zdi, da znati biti sam, pa se spopadati s to samoto, je ena stvar, ki boš tudi v skupini občutil. Veš, ti imaš lahko, ne vem, kaj je bilo že tisto iz ene pesmi, ki smo delali pri slovenščini, ki je trs samotni, trs je raste v milijonih snopov, ne. Ja. In je samotni zato, ker se počuti sama, ne. In tle, to je tista stvar lahko imaš v skupini, ne. Seveda, zato, odvisno od skupine. Ja. In tle se pola, veš, tle skupinski šport mislim, da res potem veliko naučijo, ne, ker vse komunikacije, vse Ja, to, zelo ampak veliko stvari. pol ti nekako to misliš v smislu, da je pol najboljš, da treniraš nek skupinski šport, ki ti ni všeč, da priješ na situacijo, ki ti ni dobra in pol, ali kako? Te situacije bojo vedno prišle, ne glede na to, kjer šport treniraš. Tudi če ti je najljubši šport na svetu, boš imel nekoga, ki se ne boš dobro razumel z njim, boš imel nekoga, ki se boš dobro razumel z njim. In tam se boš lahko res naučil praktično vse. Skupinski šport v družbenem smislu, dobro, te bo naučil biti sam to ni nekaj, kar hočeš doseči. Ti hočeš se znati v skupino postaviti, veš, in to je bil pri meni mogoče tisti vidik, ki mi je manjkal. Ja, ti si pri nogometu verjetno. To sem začel pol šele pri... Ampak to je edini skupinski šport, ki si ga ti zares treniral. Ja. In kaj ti je recimo dal neke druge stvari, ki ti jih recimo boks ni, ali pa
Jugo. Ja, zdaj nogomet sem jaz tekmovalno videl pol tudi ta svet tekmovanj pa tega, ja. In nogomet, tisto, kar pri nogometu vidiš, ker pri boksu bolj težko, je to, da čisto enostaven se moraš sprijazniti s tem, da nisi vedno najboljši in da v nogometu je želja narediti najboljšo stvar za ekipo. Ne. Zdaj v teh mlajših selekcijah sicer malo pazijo na to, da da tudi opcijo igrati tistim, ki so mlajši, pa še niso na tistem nivoju, pa dajo opcijo, ne vem, kako to ponovadi naredijo, polka so rezultati že zelo uprita, pa zelo zgubljajo. Ja, ampak ti si bil golman. Ja. In tukaj je pol nekaj drugega. Ti kot golman, saj to je zelo krivično, noben te ne bo nikoli gledal kot top. Ne? Nikoli ne boš Messi, Ronaldo, če si golman. Ja, to je res. Ampak golman je po moje za učiti se vse te stvari ene izmed najboljših pozicij. Ampak tako jaz bi rekel, nogomet ti pove, da nisi vse, veš, da so priložnosti, ki ti jih dajo, so priložnosti, ki jih ne dobiš. In tako, jaz mislim, nogomet ni nič slabega zares naredil zame, veš, tako mislim. Razen mogoče, nisem mislil slabega. Da me hrbet boli, ampak tukaj govorimo o nekak stvareh, ki je, vprašal sem, kaj dobrega, oziroma drugega, kot recimo boks. Ja. Ker pri boksu si sam, ne, to je čisto striktno. Pa trenerji, mislim. Ok, imaš ljudi za sabo, še vedno je ekipa. Torej, ekipa, ampak samo v procesu treninga. Ja. Polka pa pride na tekmovanje, pa moraš ti nastopati sam. Sam v resnici zmer nisi čisto sam. Ja, ne, sigurno ne. Ker tle lahko gledaš, ne vem, Street Fighter, pa tudi tam si sam. Ja. Tam si sam, ker se zares tepeš. V bokserskem ringu se tepeš zares kot sil, da vse tehniko, vse to imaš zares, ne. Ni pa borba taka, da se ti boriš se boriš po neki strani za življenje in smrt, ampak hkrati tam sodnik, ki bo to ustavil, ki bo to preprečil. Hkrati imaš trenerja, ki ti pove, ti svetuje, je zraven, veš, da je na tvoji strani in to še zmer zelo veliko pomeni. Ne? In tudi v boksu, ta klub, ki sem v Golden Gloves, ki sem v njemu bil, je res, to je zelo pomembno, da imaš ti tam ljudi, da se znaš skomunicirati. Nisi sam tam, več od tega, ker tudi sam noš nikoli nič dosegel. Dejanski individualni šport je... Ja, to je zelo težko, ne? Da bi ti bil na treningu sam, na tekmi sam, brez kakršnekoli podpore, takoj, ko je nek šport profesionalen, odpade. To bi bilo tudi zelo narobe, če me vprašaš. Ja, sej takole, ko pomislim, takega športa pač ni. Individualen šport je, kot smo rekli, pač bolj tako, kar ti vidiš na televiziji kot tekmovalci individualen. Kot tekmovalci, ja. Ampak v resnici imaš pa eno ekipo okrog tebe, ki še zmer moraš z njimi, lahko z njimi sodeluješ, ti dajo možnost z njimi sodelovati. Ja, če si uspešen, nekako to pol gre. Sej pri veslanju isto, pač imaš klub, kjer si pomagaš, delaš skupaj, si... treniraš skupaj, ampak pač pol, ko pride tekma, moraš pokazati sama, ne, in pol rečemo, da je to individualen šport. Ki pa je težko, ne, mislim. Se mi zdi, da je za mlajše, tako otroke, da je boljš, da jih nekako daš v skupinski šport celo. Tako, ko si mlajši, da se nekako naučiš, pa lahko tudi kakšen individualen. Tisto, kar sem hotel še reči za kar ti skupinski šport da, kar mi je nogomet dal, je ta, kot golman sploh, ne. Imaš ti, kot skupina tekmuješ, ne vem, košarka, nogomet, karkoli, odbojka, to so 3 najbolj znani, ne, po moje skupinski. Imaš ti ta pritisk, da nočeš ljudi okrog sebe pustiti na cedilu. Vsaka napaka, sploh kot golman, to je res najbolj očitno kot golman, vsaka napaka, ko jo narediš, se bo odrazila v rezultatih cele ekipe. Ne? In se ti naučiš prenašati pritisk, to je izjemno pomembno, da se naučiš prenašati pritisk, naučiš se sodelovati na ta način, da boš vedno naredil, da boš delal za ekipo, da ne boš, ti lahko, jaz bi kot golman lahko proti ekipi delal. Ne? Ja, jaz bi
ne vem, na zadnji tekmi, ki sem bila moja najboljša tekma, tudi sem vesel, da sem s tako tekmo končal. Vedno najlepši Bi lahko roke tle držal. Ja. Veš. Ampak ne, ti se naučiš, da greš, veš, da greš na žogo, napadaš žogo, ocenjuješ situacije in sodeluješ, komuniciraš z ekipo. Veš. Ti si kot golman si tudi tisti, ki pregleduje igrišče, ti imaš najboljši pogled, ti moraš vse povedati. Veš. In to je meni, ker sem prišel v nogomet, sploh manjkalo, jaz tega nisem imel, ker sem bil res individualni športnik. Ker sem bil judo, bil sem, kaj sem še delal, šah. Veš, ja, to si sam s sabo. Ne? En let sem mečen košarko treniral, ampak jaz sem bil res individualen človek, od otroštva še zmeraj sem v bistvu. Ne. In pol to, da se malo vključiš v neko skupino, je zelo pomembno. Ne. Ja, zagotovo sam. Pa psihično so, mislim, če ima slabe živce, tako kot recimo jaz. Mi dva oba, občasno malo slabše živce in tako. Občasno, ja. Ne, zdaj ne več. Ja, pač vedno manj, ne. Sej pol se naučiš čez čas, sej to, kaj ti šport da, ni zdaj samo individualno ali pa tako timsko, je veliko aspektov, ki ti jih šport da. In oziroma si hraš sam, se izrabiš iz tega, kaj naučita. Ampak psihično, kot sem že rekel, tole živci, ne smeš biti prav v nekem hitrem športu, kad je recimo kak hokej ali pa kaj ta. Kjer lahko tudi hiter kaj narediš, kakšno bedarijo pa kaj to se jaz ne strinjam, zato ker v teh športih je vedno tako. Malo bolj se boš tepil, boš spravil svojo energijo ven. Trenerje boš imel, ki bojo kontrolirali. Trenerji so tam disciplina, veš. Ni to, da bo trener pustil, da se ti tepeš. On bo prišel, ti boš delal skreca zaradi tega, ker si se nekom stepil. Ampak si se pa stepil, si se naučil si se, da je kazen za tvoje dejanja. Ne. To je vedno je, ne glede na to, koliko si ti jezen kot otrok, pa da si umirjen, se boš z nekimi borilnimi športi se boš umiril. Ne boš zaradi tega, ker se boš postal siguren. Jaz mislim, da te skupinski športi lahko bolj zafrustrirajo kot te borilni športi. Zaradi tega, ker kot borilni športnik ti res se naučiš nekoga, bom zdaj malo bolj grozno to povedal, da se naučiš nekoga ubiti, ker kot borilni športnik do tam pride. Kot odrasel človek imaš precej več moči kot vsi ostali. Ampak ni point v tem, da se ti naučiš nekoga ubiti, ampak je finta v tem, da ti znaš pol tudi to kontrolirati. Da ne boš nikoga robil, če ne boš ti sam igral. Brez razloga zaradi tvoje jeze, veš, ti se naučiš, da tvoja jeza nima kaj delati ne v pretepih, ne v vsakodnevnem obnašanju, nikjer, veš. In se naučiš, da je to izključno samo za to, da braniš druge in da braniš sebe. In to je pozitivna stvar. Mislim, v osnovi, če je nekdo res agresiven, jaz mislim, da če bo šel borilni šport, ne bo postal bolj agresiven zaradi tega. Seveda, sej športi, to so taki primeri, recimo, zdaj bo pa nek dirkač Formule 1, pa bo divjak tudi na cesti. Ne bo. Sam tam pa zabaven, ker za nalaž vozijo take avta, ki ne grejo, zaradi tega, ker ampak pač šport ne bo vedno vplival na to, kakšen boš ti bolj v privat ali pa čist, mislim, tako življenju. Pač izven tekmovanja. Bo vplival, ampak ne boš, mislim, da ta dober športnik, da v bistvu ne bo tega pokazal zunaj igrišča ali pa tekmovanja, se mi zdi. Jaz tudi mislim, da vsekakor, ampak ni nič kontra temu. Da kot dober šport ti da nekaj, kar se boš ti lahko vse druge dele življenja prinesel. Nekaj sem isto navezati. Sej, ti se kar spomnim, seveda sej. Ni problema. Čak, rekel si, da se nekdo, ki se zgoni na igrišču, ali pa nek motošport, da ne bo pol tega kazal drugje. Jaz tle mislim, da
to, da se zgoneš, pa da si recimo malo bolj divji v športu, je vse nekaj, kar hočeš, ti želiš to, kar imaš v športu, prenesti na vsakdanje življenje, veš. Ne tiste, to se strinjam čisto popolnoma, ne, da ni nobenega razloga, da bi bil športnik, ki bo dirkal, ne vem, ki bo dober borilne športe, da bo dirkač, ki bo kolesark, da bo pelil po cesti, idiot, da bo vsakega na ulici vžgal, pa da bo, ne vem, vsakemu pešcu Se mi zdi, da te šport nauči, da je nekje neka meja. Ja, šport te meje nauči, šport te nauči, da nisi ti vse na tem svetu, sploh skupinski, ne. In te nauči se spopadati s temi stvarmi in po moje, kar šport najbolj da, je te vsakodnevne situacije, ki jih imaš. Te so to najbolj pomembne, ne. Da zjutraj, ko vstaneš, kaj boš naredil, veš, a boš šel lež na kavč, a boš šel, ne vem, pripraviti zajtrk, take stvari. Neka organizacija, ki pozitivno vpliva pa tudi na vse okrog tebe. Ne? In tle je to tisto, kar jaz mislim, da ti šport najbolj, kar je pomembno športa in kar ti šport kot osebi da. Ne? Da res zarasteš zaradi športa. Tisto, kar si po športu, ni šans, da si bil pred športom. Jaz pri tebi mislim, da je zelo ekstremen primer tega. Mislim, ekstremisti so ponavadi tako, jaz vidim bolj kot take umirjene ljudi, jaz nisem tak. Ne ekstremist. Jaz mislim, da si zaradi športa zelo daleč prišel od tam, kar si začel. Šport te je čisto spremenil. Ja, sigurno me je. Mislim, sploh v zadnjem letu, recimo, bi rekel. Da sem se precej spremenil. Če širše pogledaš, recimo, šport ima tudi tako čist fizične vplive na te, zdravstveni vidik. To je tudi, ni vedno šport, ki pravijo, da je pač vedno zdrav. Ni, ne. Ni vedno zdrav. Recimo, kakšen primer boks, recimo, to se mi zdi tekmovalen, meni se zdi, da v 95% primerov ni zdrav šport. Zagotovo ni. Mislim, kar boks je instinkt, je genetika. Govorimo o tekmovanju. In tisto znanje, da se znaš obraniti nekako še skozi celo zgodovino, mislim, da je se to ohranilo. Ne? In to je ena zelo lepa disciplina, predvsem za moške, ki nam zelo veliko pomeni. Ne? In absolutno, veš prav, ni nobenega razloga, da bi boks delal za zdravje. Na tekmovalnem nivoju. Sicer je pa super. Je pa super. Sej veliko je takih športov, ki so super, tako čist zdravstveno. Mislim, da kjerkoli šport je, ne bom rekel, kjerkoli šport je boljši za zdravje, kot sam sedenje doma, ampak večina pa je. Ja, so kakšni športi, ki so ekstremistični sami po sebi. Recimo skok s pedalom. Tle sem jaz cilil. In te športi te pa ne naredijo nujno boljšega, kot tekač. To so, pa tudi recimo, ne vem, kakšni taki živčni športi ki vplivajo na te slabo, na srce in tako. Večja je živčnost. Če si ti živčen pod obremenitvijo, tvoje srce bo se kar matralo, in to je pa lahko problem. Tle se spet naučiš, veš, te stresne situacije, ki je neskončno. Ampak na začetku ti je lahko težko, sploh če nisi tega ti navajen, kot že prej. Zato je pa tudi neka baza osnovnih športov, iz katerih je fajn zgraditi, da si nek atletski tip, preden se lotevaš katerihkoli bolj nevarnih športov. Ampak v osnovi je res, iz športa boš čul boljši človek, kot pa si bil pred športom. V velikih primerih, ampak imaš pa recimo kolesarstvo amaterji. Tam nekateri tako pretiravajo, so toliko suhi, toliko se ženejo do neke limite, da enostavno, sploh te amaterske dirke, ki so pač krajše, in pač se gre, recimo, nek vzpon, in to so precej suhi, te kolesari, in veliko je, tudi med profesionalci, je veliko primerov, ki si ti v bistvu skozi bolan. Skozi boliš, ker enostavno tvoje telo nima od kje vzeti več to energijo, ker ti daš vse za ta tekmovanja in pol tvoje telo
ponavadi po teh tekmovanjih je čist sesuto, adrenalin do takrat dela, pa si ti konc, pa gre pa vse dol in ti pa zboliš. In tako da profesionalni športniki to, da bodo oni skozi fit, zdravi in to, sploh kolesari in tako, to nikakor ni res. Ne? Mislim, tudi jaz sem bil, recimo, primer to zimo skozi bolan. Mislim, sej to ti po moje veš, no. Vse mi ni bilo prav veliko v šoli, ker sem bil res ves čas bolan. Samo leto si bil manj kar lani, se mi zdi. V šolskem letu nisem. V šolskem letu, ja. Ja. Ma ne vem, sem bil zelo bolan, no. Jaz sem bil recimo vsak drugi, tretji teden bolan. Lani sem imel pa tisto od januarja naprej si bil praktično skozi doma. Ja, to je tudi res. Pa do marca, aprila siguren. Ja. No, ni važno. Ja, skratka, zboliš in to ni problem samo profesionalnih športnikov, pač tudi amaterju se to lahko zgodi in na to je treba opozarjati. Ker res, kakor si ti lahko zelo dober, si lahko zelo hiter v velikih težavah, če pretiravaš, ker se ti bo to vrnilo zagotovo. In recimo, jaz sem se umiril in zdaj pač čist moj primer, nisem več bolan skoraj nič. Sem zelo dober se počutim. Ker pač enostavno samo moraš gledati, da ni samo šport, ki ga imaš čist vse, da moraš to kombinirati z drugimi stvarmi. In ne vem, če si imel ti tak primer, da bi šport vplival slabo na tvoje zdravje. Jaz sem ga imel. Ja, jaz tudi. Tudi? Ja, seveda. Športne poškodbe. Poškodbe, ja. Saj lahko o tem še kaj ti poveš. Ja. Jaz bi bolj, kaj sem že hotel reči? No, sej, mislim. Ne, se lahko jaz nadaljujem, če se ne spomnim. Ne, glede športnih poškodb, šport lahko seveda vpliva slabo na tvoje zdravje, ne? Ja. Tle so neke limite, ampak to sem hotel reči, da te limite Ne, sej, športnik ima v bistvu imunski sistem, ima sesut nek kolesar. To zdaj govorim za kolesar, ima sesut ga. Zato ker, kot sem rekel, sej ti res moraš pokrivati samo tiste zelo veliki ješ in vse, ampak to je še vedno premalo, ker ti si skozi pod stresom, skozi je drugo in enostavno tvoje telo tega čez čas ne zdrži več in pa lahko zboliš. Tako da športniki, da bi imeli nek visok imunski sistem, v bistvu ne, ker skozi vsak dan se nekaj dogaja. In ni to res, da pač boš ti kar zdrav, če boš se športom ukvarjal. Ampak za amaterje, pustimo, je zgodba malo drugačna. To sem mislil povedati. Ja, vsekakor, veš, ti se tle naučiš pol imeti limite. Naučiš se, ne, to sem hotel reči, da šport te v resnici umiri, ne. Ja, ti najdeš tudi svoje limite, mi dva splošno govoriva zdaj bolj, kot pa za... Poznam ljudi, ki poznajo svoje limite, pa... Grejo čez njih, ja. Mislim, čez njih. Težko greš čez svoje limito, limito, ki ne moraš iti čez. To je pol tista res objektivna. Tisto subjektivno pustimo, ampak objektivno čez tisto ne moraš iti. Sam te subjektivne to pa grejo. In poznam ljudi, ki pač to gonijo. Se do neke mere je to dobro, ne? Da greš čez subjektivne limite, to je treba iti, ampak moraš pa iskati limitov, ki je tvoje telo ima, da lahko ti naprej naslednji dan delaš tisto, kar imaš planirano, da moraš narediti. Ja. Ker šport se ni vse. Ne. Razen, če si profesionalni športnik, gledaš samo na to, ampak si mer kot profesionalni športnik, pa veš, da moraš naslednji dan spet verjetno. Isto stvar boš imel trening, ne? A pa boš imel kot kolesar še en dan dirkanja. Tak, ne? No, ampak hotel sem ti reči, da šport v večini primerov se mi zdi, da tebe kot športnika umiri, da postaneš bolj resen človek, veš. Ti na primer, zdaj 2 leti, 3 leta nazaj, veš, jaz zdaj precej časa že poznam in vem, kakšen si bil takrat. In vem, kakšen si zdaj.
sigurno. Vem, Saj to da lahko takrat sem poveš. nakladal, zdaj pa tako. Zdaj pa zelo hitro pridemo na resne teme, zdaj pa zelo hitro. Pa večino stvari v teh pogovorih ne, poveš na resen način, da se ne zafrkavaš. Včasih se je treba kaj pošaliti, ampak... To, da se pošališ, se še zmeraj lahko na resen način pošališ. Ja. Niti treba biti zafrkant, veš. Veš, ti si prišel iz nekoga, ki se je na vse jezil, pa na svet hkrati. Ja, seveda. Saj sem bil točno zdaj precej bolj pozitivno gledaš na stvari, precej bolj lahko umirjeno, razumno pogledaš. Tako v bistvu, jaz sem nekako, zdaj to je čudna primerjava, ampak ajde, še vedno. Primož Roglič mi zgleda vedno bolj tak, vse en. V bistvu. Pač on je na začetku bil tak, ki je vse hotel čim hitrej, čim bolj in tako, ampak on je tudi to spoznal, da na nek drug način, verjetno kot jaz, ampak se tudi on drugače obnaša zdaj, sploh v intervjujih, tako, da je čist drugačen. In šport te to zagotovo nauči, ker slej, ko prej boš ugotovil, da mogoče pa ne moraš glih pretiravati konstantno, da moraš pogledati. Seveda pa ne smeš si nikoli, jaz ne podpiram tega, da pol pa lahko pa ležiš na kavču, pa je dober, sej itak dosegel sem to pa to, zadovoljen sem, zdaj pa mi ni treba nič več delati, daleč od tega. Tle pridemo še do neke nove teme v športu in to je organizacija, pa poznavanje, uravnavanje življenja. Veš, organizacija, torej si mislil tako čist dnevno. Kako ta šport. Ugotoviti, kdaj boš naredil trening, da ne bo oviril tega, kar imaš ta dan za narediti. Ampak če ti hočeš narediti dober trening, moraš razmišljati še prvič po noč, da boš spal, da boš res spal, da ne boš kar neki poskušal tisto, kar si v dnevu zaradi enega slabega treninga, ki si ga poskušal usiliti v ne vem kam, ki bi mogel jesti recimo, da si da trening nekam not dol in pa si spal v bistvu skoraj nič, ali pa zelo pozen in pol si spet ali šel v šolo, službo, karkoli. In pol si spet pozabil jesti in trening nekam stisnil. In te treningi bodo po količini lahko se zdeli zelo, zelo gigantski. Sej to sem jaz opazil, jaz sem tudi kolesaril ful. Pol eno leto ne, zaradi drugih težav, ampak pol zdaj spet veliko kolesarim. Ampak recimo ne toliko, kot sem 2 leti nazaj. Ampak 2 leti nazaj nisem bil toliko dober, zato ker ti lahko delaš neki po urah isto, pa kar boš ti videl recimo na neki aplikaciji, on je pa to šel delati, ni to enako temu, kar bi delal nekdo drug po količini, ampak ob neki drugačni uri ali pa drugače pripravljen na to. Recimo ti zih tako, sej debata bila, kaj je bolj pomemben, prehrana ali spanje. To smo že, to je zdaj zanimivo. To smo se že lotili, ampak to mislim, da ni danes se držijo bolj tega, kaj dobiš ven iz športa. Ja, kaj dobiš ven iz športa. Ne kaj daš not. Ne kaj rabiš dati v šport. Sej to lahko... To tudi nismo še nič kaj razumeli. To nismo nič kaj... Kaj šport dejansko zahteva od tebe. Kaj od tebe zahteva. Tako da zdaj smo se tega bolj že lotili. Sej to za naslednjič pustiva, ker v resnici... To je cela nova diskusija. Čist nekaj novega. Kaj rabiš vse prilagoditi temu, glede na to, kaj si seveda. Sam, kaj zdaj šport ti da, gremo nazaj k temu. Tle sva prišla do organizacije pa tega, ne? In da se znaš organizirati. Zdaj, en profesor, naš prijatelj, je rekel, da je opazil pri učencih, da najboljš naredijo šolo tisti, ki imajo največ stvari za delati. Ker se zorganizirajo, si vzamejo čas in naredijo stvari. Jaz sem imel v osnovni šoli, sem imel glasbeno šolo, sem imel včasih 1 do 2 treninga na dan, pa še sam sem hotel nekaj trenirati, pa šolo sem vedno vsak let naredil spet. On je bil zelo dober v šoli. Ni važno, koliko sem bil jaz dober, kaj sem bil dober, nisem bil dober, ni važno. Hočem reči, ta stvar, da dejansko se znaš pol zorganizirati.
to, da imaš ti več stvari, ne pomeni, da si boš otežil življenje, olajšal si ga boš. Ker boš se naučil hitrejš narediti stvari. Spet pa ne smeš zdaj biti, če ne kdo posluša, ki je malo mlajši. Recimo, ne smeš se narobe razumeti tega. Ja. Ki je recimo nekdo malo mlajši, pa ne jo posluša in si bo zdaj mislil, ja, pa zdaj si nabaviti kolo, pa nabaviti nove teniske, pa nogometno žogo, pa bokserske rokavice, pa še za glasbeno šolo en inštrument. Ja, pa vse natrpati čim hitreje, pa začnimo delati, ker se bo učitelj itak vse poklopil. Pa bo organizacija super, fino, fajn, mi se bomo dobro imeli. Po eni strani lahko poskusite, lahko da bo šlo čez. Kaj enkrat vidiš, kaj vse lahko narediš, boš pol tudi vse ostalo lahko uspel narediti. In je pa res, imaš prav, definitivno. Če rabiš to počasi. A je šle eno vprašanje, ne? A zdaj delaš eno stvar, pa ti pri tej stvari nič ne gre? Potem jaz mislim, da najbolj sicer res, da ne ostaneš sam na tej eni stvari, da si dodaš še par stvari, ampak da ni to 10 stvari naenkrat. Ta počasnost dodajanja stvari, ki jih delaš, je ključna. Ampak je pa težko narediti. Ne vem, kako pride do tega, da se boš prepričal, da boš Sej zato je veliko lažje reči, ok, zdaj pa gremo. Ja, ampak potem greš en dan, narediš 10 stvari, naslednji dan si spet na istem. Ja, spet na istem. Ja, zato bolj, da se nekako prepričaš, danes to, čez en teden to, čez 2 tedna to, ne? Ja, ta potrpežljivost pa ne toliko kot motivacija, je bolj disciplina pomembna, bi jaz rekel. Ker disciplina te bo držala skozi gor, skozi te bo imela gor, motivacija bo pa nihala. To, naprimer, pa dobiš od trenerja in to je spet v športu. Ja. Ja, šport ti res velik da, ne? Ja, točno res to. Velik ti da. In disciplina mislim, kaj si ti predstavljaš kot disciplino, jaz si predstavljam to, kot neko tako ne krivuljo, v bistvu, kaj si ti želiš delati, je nekako tako konstantna, ne, je disciplina, ker imaš ti nekaj hočeš doseči in bo s to disciplino počas napredoval k temu. In bo napredek šel tako počas gor. Pomaš pa, mislim, na začetku bo šel hiter, pa počasnej. Če imaš pa ti motivacijo za nek cilj, ki si ga dal, boš pa zelo hiter naredil čim več in lahko pa izgorel. In motivacija je pa neka taka krivulja, ki gre gor, pa spet dol, ki dosežeš. Se mi zdi, da to ni način, da bi... Kamor pa prišel, Kvečemu je to bolj, če si profesionalc z motivacijo, po mojem ne boš nič naredil. Oziroma ne boš postal profesionalc. A se strinjaš s tem? Z disciplino boš edin. Tle ena napačna percepcija, če boš motiviran, bo vsem lahko fulaleč prišel, sam boš mogel disciplino vklopiti. Ja. Ampak ti si lahko zmeraj med disciplino motiviran. Lahko imaš oboje. Motivirani zraven pa delajo, če si motiviran pa delaš te stvari na redni bazi, boš najbolj prišel. Ampak rabiš možgane vklopiti za to. Brez discipline ne bo šlo. No, ampak to je tisto, kar sem prej rekel, ker narediš vse v eno dnevo, pa pol pade. To je to, motivacija. Ja, motivacija brez discipline. Disciplina je pa res potruditi se delati v nekaj. Ja, jaz nisem mislil, da ne obstaja noben človek, ki ima samo motivacijo, discipline pa ne. To daleč od tega, ogromen je takih. Vsi profesionalni športniki imajo motivacijo in zraven disciplino. Problem je, če imaš samo motivacijo. Disciplina ni neka stvar, ki jo imaš. Disciplina je neka stvar, ki jo zgradiš. Ki jo zgradiš, ja. Zelo dober primer se mi zdaj, ko sem ga pred časom videl, je, kako nas starši naučijo umivati zobe. Za njih to zelo velika muka, za ta malega je zelo velika muka. Ampak čez 10 let bo vsak dan umil zobe, sploh ne bo vedel, da jih je umil. Ja. Ok, razen, kadar si izmatran, pa si ti ne da. Ja. Ampak še takrat, a vidiš, to je disciplina. Da se ti res ne da, ampak da veš, da je koristno in da boš šel dol. Ja, motivacija. Umil zobe, ne. Motivacija je nekaj lepega, ki je močna in te hoče čim hitreje gor potegniti. Ja. Ampak disciplina je pa nekaj, ki boš ti delal tudi, ki ti ne bo dober, ker takrat boš naredil razliko, če si recimo profesionalc. Ta barijera sicer meni se zdi ni tako velika. Ne. Naprimer, poglejva spet ustavno preumivanje zob, da ne bom kompliciral s primeri.
ti si bil vsem malo motiviran sistem, da imaš lepe zobe, da se ti ne bo nič zgodilo. Ne? To je motivacija v bistvu. Ne? In Ja, ki, je. ki Ja, tako je, izhaja, ker te prihaja žene iz- naprej. Ja. Disciplina brez motivacije bi izgledala, da Ja, ti je vsem za zobe, ampak to, moraš to narediti. jaz bi rekel, da je pogledati brez lastne motivacije, brez notranje motivacije, naprimer, da ti nekdo pištolo porine v glavo, pa reče, da to mora reči. Jaz nekako v tem smislu sem, da delaš brez česar, ko brez kakšnega koli pritiska, je potem disciplina brez motivacije. Ne? Ja. To bi bilo, ne veš, kje si v življenju in greš nekaj delati in greš delati samo zato, da nekaj delaš in delaš to vsak dan in to je pa disciplina. Ne? Ja, jaz mislim, da A sem kaj čudno povedal? Ne, nisem bil zamišljen, da bi ti kaj čudnega Ja. povedal. Nisi nič čudnega povedal. Sam se mi zdi, da ko pogledam, recimo čisto meni osebno, da imam vedno več discipline, da ti šport da ti da to disciplino. No. Si ti nekaj na začetku želiš doseči in pol boš časoma, da bo disciplina sam še vlekla gor. V bistvu. Ker so časi, ko pozabiš na cilj, ko gotoviš, da ta cilj sploh ni tisto, zaradi česar ta šport delaš. Ne? Ja, točno to. In tako je pa tudi povsod drugje v življenju. Pač neke stvari rabiš narediti, tudi če ti ni v redu, nekako boš šel čez to. Jaz mislim, to je nekako moja teorija, zase sam dam vsak dan sebe prepričujem, nekako tako, da stvari, ki jih res rad delaš, jih boš v resnici na koncu, ne vem, 10% časa res užival v njih. 90% časa boš pa delal, ko bo dalo, nič ti ne bo všeč, zagabal se ti bo, ampak boš pa delal še zmer tiste stvar, ki imaš izmed vseh stvari najrajši. Ampak veš, tle je pol tisto, iščeš nekaj, kar ti bo naredil tistih 10% časa, ko uživaš vredno. Ne? Ja, Ampak pol tudi vedno več, ko znaš, pa na neke stvari bolj boš požival, več časa. Ne? Jaz mislim, na začetku je tako nekako 10, 90, pa lahko raste naprej, 20, 30, 40. Tudi v nekem momentu, po mojem, lahko to 80% časa, ampak 100% ne boš nikoli na nobeni stvari užival. Ne, to sigurno ne. Kaj pa si misliš, ali tvoj zdaj športi osebno? Kje si ti najbolj užival, pa zakaj? Ja, dobro vprašanje. Ja, saj vem, da imam dobre vprašanja. Jaz mislim, da ni prav en šport posebej, ki sem najbolj užival. Najbolj sem užival po mojih trenutkih, ko mi je šlo dobro. A veš, To pa je odgovor. in to je bila nogometna tekma, moja zadnja nogometna tekma, ker sem odbranil vse možno. Pol je bil to, ne vem, Ampak, da ti težko je reči, da mi je bilo najbolj zabavno delati samo tiste stvari, ki sem užival. v njih da ti tudi, ne. malo pomagam, recimo še malo bolj natančen. Recimo Jonas Vingegaard je rekel, da on uživa ne toliko sam v tekmovanju, kot v procesu tega, da prideš do tja. Jaz tudi mislim, da je tisti del najlepši. Ampak No, se to me zanima. ker si tam, tega ne vidiš. A veš, to je tisti problem. Ker boš strinjam. to videl šele pol, ko si prideš ven iz tega. Ja, Ker jaz zdajle marsičesa ne vidim. Ne vem, jaz v koristeniki vsak trening uživam. So momenti, ki me želodec boli pa tak, ampak sem še zmeraj vesel, da sem lahko tam pa da lahko to delam. točno. To je šport, ki je do mene stopil in jaz sem zaživel tam. Ne? Ja. Pri judu je bilo tako, da nisem vedno šel na trening. Ne? Vse pri kalesteniki je tako, da tudi se prepričaš, pa greš. Ne? Ampak pri judu mi je bilo pa praktično vedno tako. Vedel sem, da me bojo razbili, ker sem bil v najtežji skupini, pa so bili ljudje prvič boljši od mene, drugič so bili starejši. Dalj časa so trenirali, bilo jih je 3-krat več, skrb tudi nekaterih, ker sem vedno delal po zanimivi. In sem vedno šel s tem občutkom, da me bojo pretepali. In zato pol nisem preveč užival v tem. Ja, seveda, kdo pa bi, ne? Nisem nehal zaradi tega, še sem nehal zaradi drugih stvari. No, sej to je pomembno, Ja. da ne nehaš Ja. zdaj zaradi tega. Jaz bi še zmeraj
bi bil vsak teden vretepen, če ne bi bilo nekih drugih faktorjev. Ja, sej to je v športu vedno tako, da ker si ti, ker imaš neko disciplino in vem, da Simon jo ima, ne, da ne boš kar odnehal. Ne. Pa so primeri v športu, ki se pol take, ki odnehajo, ker malo zajebava. Recimo Remko, ne. Ja. On je spet zaradi drugih stvari nehal, ne zato, ker je zgubil. Ja. To so športniki, ki... On je ugotovil, da je bila neka limita tam. Ne? Ja, in ti si isto pač, nisi odnehal v judu zato, ker bi nekdo te mislim... Ker sem bil pretepen doskrat, da pač nisem nehal. Pač pa ni nehal, ne, zato ker pač vidiš, da so drugi boljši od tebe, da nimaš skoraj nič za narediti, nič proti to se mi zdi tudi ena zelo pomembna stvar, da vidiš, da je to, da je nekdo boljši od tebe, ni samo nevarnost, da te bo sesul, ampak da se naučiš iz tega. Ne? Ja. Jaz mislim, da na stvari lahko gledaš sicer, da je nekdo tvoja konkurenca, pa da je nekdo tvoj mentor. Ja. Ker na judu res sem po mojem nisem imel kaj dosti radi, skoraj ziher sem, da me nisem imel radi na judu, ker sem bil tak outsider pa vse. Ampak vseeno so bili tam, a veš, ker smo se tolkali. Ja, važno je, da si tam. So delali, da sem tak, kot vsi ostali, mislim. Ja. V bistvu še zelo malo bolj delali z mano, zaradi tega, ker se ni bilo tisti, ki... Eni so bili, ki so vedno delali. Eni so bili, ki so delali, ne glede na to, s kom so bili, a so bili z nekom, ki se izven juda pogovarjajo non-stop, ali so bili z nekom, ki se ne pogovarjajo z njima. Ne? In od tistih sem največ dobil. Pa so tle se pol videli, da tudi oni, ki so se skozi pogovarjali med judom, so se z mano malo manj pogovarjali. Ne? Ja. Hoteli so samo bolj. Ponovadi so bili to tisti, ki sem jih jaz strašil. Ja, zaradi tega, razumljivo. Ja. Popolnoma logično. So, da je pet malo bolj na easy. Ne? Ja. Tisti, ki so bili pa vedno tih proti meni, pa ki so sam tolkali proti tistim, ponovadi nisem bil boljši. Ker so bili tudi starejši običajno. Ja. Pred svoje generacije v klubu do zelo kasnih, poznih let nisem imel konkurence, veš. Pol pa, ker so pa rasli, so pa tudi oni videli, kaj je treba narediti, pa so pa mi prišli zelo blizu. Veš, dokler se je bilo pa sam genetsko, veš, doma so me futrali. Ja, seveda. Pa to vpliva na to. Ja. Jaz nisem pa nikoli rekel, ne bom videl. Ja. To bilo tisto. Ampak si se tako najdu Ja, jaz sem se v svojih športih v tekmovanju tudi. Ja. Jaz sem res tekmoval, ti nisi, ne? Ne. Jaz sem šel čisto na eno tekmo v veslanju in sem tam videl, da to ni to. Sej nisem bil slab, ne, daleč od tega. Jaz sem treniral v kajah na divjih vodah, pa je bila to mirno vodaška tekma. To je čisto drugo. To je čisto drugo, ne, pač ti rabiš moč, ne to. Ne bomo rekli, da niso močni ti na nemirnih vodah. Ne, močni so, ampak niso pa taki, na mirnih. Ni isto, ja. Ker je veliko več tehnike in ne moraš ti posvetiti treninga, samo moči, treba tudi tehniko. In seveda to pa tako ne gre. In sem bil na tej tekmi in enostavno sem ugotovil, da pač sem bil najboljši izmed divje vodaških klubov, ne, pa da si bilo kar nekaj, 15. Iz divje vodaških pa precej več mirno. Ampak sem videl, da pač lahko prehitiš tudi koga, ki je na mirnih vodah. Se da, če se potrebuješ, se da, pa 3 dni prej sem bil prvič v mirno vodašu. Tako kot večina ostalih iz kluba. Ampak pač vse smo bili še mladi, zdaj to ni nek velik dosežek. Biti na tekmi, ne vem, 20, od 40. Ne, to ni dosežek. Pač ni dosežek, ampak še vedno, se mi ni zdel slabo, da sem 3 dni prej prvič bil v takem. Boljše biti 20 od 40, kot pa 3 od 3. Ja. A pa 2 od 3, recimo, da bo bolj primerjal. Seveda, ja. Saj tudi boljše biti 1000 od 2000. Ja. Ker jih je več. Ker si jih več premagal. Se si tudi zaostal za večjimi imam. Tako no. Pač nisem nič slabega videl v temu, enostavno nisem užival v temu, niti v treningu zato nisem užival. Ker jaz bolj rad to malo po svoje delam. Pač, ne da mi bo zdaj tam nekdo govoril, kaj...
Ti sicer nisi šel čez prav veliko trenerjev, ne? Tako da je Ne. to vprašanje malo napačno tarčo cilja. To je Ampak, a se ti kdaj zdi, ko kolesarješ, zdaj ne bi bil pa vesel, če bi imel trenerja zraven? Ja, pa ne vem če. Ker jaz se dosti poznam na te zadeve in tisto, kar jaz hočem doseči, se bom pozanimal in bom to brez trenerja. Ampak trener ni samo zato, da ti pove, kaj točno moraš narediti. Tudi zato, da te potisne, da lahko malo več narediš Ja, in tako naprej. Ne? ne, druge dobiš motivacijo, disciplino, kakorkoli že. Jo dobim jaz druge. Ne morem reči, da bi trener vplival na me veliko boljše. Je pač, razen če bi bila zelo velika prijatelja. Ampak to je tudi edina stvar. Če bi bil pa samo trener, nek poklicen, izšolan človek sam za to, jaz do tega nič ne čutim. Mislim, vem, da ne bi. Vem, da ne bi nič čutil, nič se ne bi bolj pomatral zaradi njega, ker bi bil tam. Če bi pa imela neko zelo tako dobro vest, čistko na psihično. No? Ti imaš se prav enega, naprimer, prijatelja, ki bi bil malo boljši od tebe, Ja. da ti najbolj potegne. Najbolj, zagotovo najbolj. Sam bi, recimo, da bi bil trener, pa da mi bi kako lahko svetoval, prijatelj tega ne more, ker ne bo točen vedel, ve ful dober, kakšen sem, samo mogoče v kolesarstvu ne ve toliko veliko in mi ne more z ničemer pomagati, razen to, da mi reče, ajde pejt. In pol rabiš za to trenerja, da ti bo povedal, kaj drugega, sam to pa jaz vsaj sam pogledam. In ne rabim motivacije od nekoga, da bi imel personal trainer, ne vem kaj, nekega osebnega trenerja, ki mi bi ne vem kaj govoril, pa še plačeval ga bi za to. Ne, pač od tega jaz ne bom dobil motivacije, pa tudi discipline mi ne bo dal. Jaz se ne bom zganil zaradi nekoga, ki ga plačujem. Mislim, se ne bom. Ja, ampak jaz mislim, da pri večini ljudi pa ni tako. Ne, saj ti imaš verjamem. en zelo poseben odnos do tega treninga. Ja, To, ko imaš Ne. ti kolesarjenje rad, po mojem, nima veliko ljudi radi svojega športa. ne, Veš. kolo je res nekaj najboljše. No. Mislim, tudi so kakšni drugi še športi, ampak kolo je zagotovo prvo, drugo. Ja. Okay. Turno smučanje je tudi lep šport, sam nevaren. Zato mogoče... No, tako, pri meni je pa tako. No, povej. Jaz, dokler sem res ves čas sam treniral, sem velikrat pomislil, da je tle pa trener naredi razliko. Ker ti ne da opcije, da delaš na pol. Ker te stisne do daske. Vsaj mene je vedno. Ja, saj. Ker veliko ljudi, tudi okrog mene je bilo, ki niso delali, ki so hodili na treninge žurirati. Vedno sem jih samo na pol razumel. Ne, saj trening na začetku mora biti zabava, ker si mlajši, pa ne več. Ja, dokler si Če hočeš majhen, ampak se mora biti tak trening, da si zmer nekaj narediš. Še vedno nekaj rabiš narediti, ampak je bolj tako zabava. Pol, ki si pa... Da se dotaknem tle še ene zelo pomembne stvari in to je, da imajo starši za 1 uro varuško pa mer. Ja. To je, kar si majhen. To, Zato kar si mora majhen, biti. to, kar si majhen. Ja. Pol pa, ki nisi več manjši, tako, si že malo večji, pol je pa treba tudi kaj narediti. Ne? In se mi zdi, da, ne vem, tako kot so midva, rabiš orang trenerja, ampak jaz enostavno vem, Ja. da ne bi absolutno nič bil boljši, nič se ne bi mogel bolj pomatrati, če bi imel trener, nič. Bil bi enak dober, oziroma enake stvari bi delal. Pa zelo težko me bi kdo prepričal kaj drugega, da bi delal drugače, kot sem zdaj navajen. Ampak to je pa tudi zaradi tega, ker zdaj sem že star pač 18 let in pač si starejši in te težko nekdo navadi na nekaj drugega. Tem, ker si mlajši, jaz sem prepričan, da če bi bil mlajši, pa bi imel nekega trenerja in bil v nekem športu od začetka, ki mi bil všeč, bi bil čist drugačen. Pač bi imel drugačen odnos do trenerja. Tako pa... Tako, naprimer, da ti dam še en primer tega, kar sem jaz premislil. Za kolesarjenje je to ena zelo velika redkost, kaj imaš ti, da se lahko tako steraš, ne? Ja, ker jaz se zelo lahko steram, ne? Ja. Ni to... Ampak, naprimer, trenerja
ki trener pride prav, je pa, če bi ti povedal tvoje delanje slovenščine. Ja. Veš, kaj pa, če bi ti tle enega, ki bi ti govoril, Ja. še nared, Ja. to nared, to moraš narediti, to moraš boljšati. Pa si čisto na drugem nivoju v enem mesecu. Ja. In to je pol tisto, zaradi česar se meni zdi, da je trener res veliko lahko naredi za... Trener te zagotovo vidi veliko boljš objektivno, Ja, kot sam ti sebe. sam sebe. Ampak to je tudi odvisno od človeka. Definitivno. Ja. Ampak pri večini, jaz rečem, trener naredi čudeže. Ne pravim, da je nujno, isto stvar lahko narediš, če imaš enega resnega trening partnerja, ki bo s tabo delal, ki ti bo povedal, a delaš prav, a delaš narobe, a še napreduješ s njim. Fajn je, če vsaj v kakšnih stvareh boljši od tebe. Tako naprej, a ne. Ni to nujno, da imaš trenerja, ki ga moraš plačevati, a ne. Ampak trener bo pa tudi zelo koristna opcija, bi jaz rekel. Veš, tako, judo brez trenerja, gotov si. Ništa, ne boš nič naredil. Ne, nič, ne, seveda, da ne. Kolesarstvo je tak šport, ki se lahko sam marsikaj naučiš. Saj je zakompliciran, saj rabiš za to ne samo tistih 6 ur, ki si na kolesu delati, ampak rabiš za to delati marsikaj prej. Saj to nekako vemo. Ampak pri judu je pa tako, da sam boš težko pogrunil, si predstavljam, da neki dober ne boš postal. Neki lahko improviziraš. Zato, ker je stvar toliko zahtevna, Ja. da se ne boš spravil reči, ker boš pisal trening, evo, zdaj me bom pa ta 20krat vrgel po tleh. Ja. Ne boš, ne. Ne boš. Ne boš. Ne boš se pripravil do tega, da boš rekel, jaz pa danes moram nujno delati z 20 kg težjo osebo, ki ima 2 leti več, pa zna judo tehnično mogoče tudi majčkam boljš, kot jaz nekaj dosti, ne. Ker tehnično smo bili vsi dobri, ne. Ampak, ker me bo zaradi svoje moči pometal po tleh, a ne. Ne boš se pripravil do tega, ne boš uspel dobiti take discipline, ne boš se uspel preseliti, ne boš vedel, kaj narediti, ne boš želel vedeti, kaj narediti. Izogibil se boš tistim stvarem, ki bi jih mogel narediti in evo. Problem je, ta mi je bila všeč, problem je, ker ne boš želel vedeti, kaj narediti. Ker je tako, ne? Ja, Ker je tako. Dobesedno ne boš, ampak to rabiš pa prej vedeti, kaj je trpljenje, Ja. pa kaj je problem, in pol ti tako pride to v podzavest, da res ne boš želel vedeti, kaj te čaka. Ne boš se hotel niti razmišljati o tem. In pol je to problem. Tako da to si dobro povedal, se to zgodi marsikaj. Tle pa pol druga stvar, ne, dalj, ko prideš v športu, manj dejansko rabiš trenerja. Ja, Se mi zdi. si ur. Da čakaj, da razmišljam, da nisem Ne, nisi nič neumnega rekel. Lahko, da se bi kdo ne strinjal s tem, a jaz se strinjam s tem. Zaradi tega, ker dalj, ko prideš več veš, tudi imunski sistem, živčni sistem je narejen, da se lahko dalj spraviš. Ja. Ti si pripravljen, tvoje telo ve, da veš, ker tle, dokler začneš s treningom, so v bistvu mišice verjetno sposobne več, kot je sam živčni sistem. In ti ne moreš živčnega sistema toliko obremeniti, ne moreš ga enako obremeniti brez trenerja, kot s trenerjem, ne? Ker te glava ne bo pustila. In pol, ko živčni sistem nadgrajuješ, v nekem momentu bo pri večini treningov tako, da živčni sistem bo lahko šel dalj kot mišice. In v tistem momentu bo trener relativno nepomemben, čeprav ti še zmeraj lahko, v vsakem momentu ti lahko nekaj da. Ja, v vsakem momentu ti lahko nekaj da, sploh če je izkušen. Ja. Če je nek... Če ni izkušen, pa nimaš več kaj imeti, ko si enkrat ful daleč prišel, razen če je drill sergeant iz vojske. Ja, seveda. Ti rabiš res nekoga, ki je dal to že vse skozi. Ja. Ki je izvedel čim več in najbolj, da je bil v taki poziciji na začetku, kot si bil ti na začetku. Ta začetek je najbolj pomemben. Jaz se s tem strinjam, ki si rekel, da
ga na začetku rabiš. Začetek je najbolj pomemben, pol bo že šlo, začeti rabiš. In če začneš, kot sem jaz, malo takole, pol ga ne samo, da ga ne boš rabil, tudi želel si ga ne boš, nič ne bo. A veš, tudi ti v resnici si do neke mere imel trenerja, a pa boljš rečeno mentorja kot trenerja. Nisi imel enega, ki bi s tabo vozil, pa bi ti vse povedal, sam si imel nekoga, ki te je popravljal, ki ti je povedal, kako te stvari delati, te je pelal na ture, ne? Tako da... Nisem bil sam, ne. Nikoli nisem bil sam. Iz kje sem videl, zdaj sem prišla? Kaj ti šport da? To pa tale urejanje urnik. Za čez dan. Okay. No, tako se pa razvija tema. Tako se razvijajo te pogovori, te dolgi pogovori. Upam, da ste sledili temi. Kakor so mi, da sledila temi, se nisva čist. Ne, mislim, se nisva... Jaz bi rad navezal malo to stvar nazaj, veš. Ker... Ja, pa dej. Kaj ti... Ja, v resnici zdaj so vse razložila, kaj trener naredi. Vse sva dobro povedala. Iz tega pol zelo veliko odneseš, ne. Je pa malo problem, ker prideš iz tega, da imaš vedno trenerja, do tega, da ga nimaš več, ne. Tako da se v nekih situacijah pač trener ostane zavedno, sploh pri profesionalnih športnikih, ampak ko greš iz tega, da imaš si navajen imeti vedno trenerja, pa nekoga te vod, do tega, da ga nimaš več, je pa lahko kar šok, ne. Ampak zato je tudi trener, sploh pri otrocih pomeni do te starosti, ki sem midva siguren, da te vedno bolj pušča samega, ne, to je tudi malo prečutil bilo tako, v tej zadnji skupini si pač mogel se sam zmeniti stvari, se ni več trener zate zmenil, se nisi bil več dojenček, ne. Ja, seveda. Tako da vedno je neki, vsaka stvar bo zelo koristna za neki sploh v športu. Trener mora biti v bistvu tako kot zdravnik, ne. V smislu, mora imeti veliko znanja, sam to rabiš... Misliš? Ja. To rabiš ti nekomu povedati, da bo on to razumel in da bo on lahko s tem kaj tudi naredil. Sam trener ti bo bližji, trener bo vedel več o tebi. Seveda. Trener bo več kot zdravnik po neki strani. Seveda, da bo več vedel, ampak ti mora on dobro povedati. Ker če bo on samo objektivno gledal na tebe, pol, ne vem, nima smisla to. Čeprav je že tako. Zato mi do danes niso objektivno tega govorila, ne. Ja. Kar to je vse bilo iz tuki, puf, vržen na papir. Mi pa se na to nisva prav posebej prepravili. Sva se, 18 let življenja, ne. Ja, tako, ne. Pa športa, izkušen čist, da poveš. Tako da to je nekako mišljen... Kakšen je še kakšen aspekt športa, ki vpliva na tvoje življenje? Ja. Prva stvar je ta kondicija, da lahko vse narediš pol, kar rabiš, ne. Tega mislim, da še nisem ful omenil. In to je na primer, da greš lahko po štenga gor, pa nazaj dol. To je zelo uporabno. Pa da gor neseš 30 litrski vrč z vodo in da pol lahko mi dva pijeva. Ok, nisem tega mislil, da je 30 litrski. Dobre, Enega drugega se zaliva frože na brhu. Ja. Ampak, tako veš, da lahko to narediš, pa pomisliš, naloga, to moram narediti in gotoviš, da ti mami rekla, da moraš še nekaj dal prinesti in to dal prineseš, ne. Zdaj, tle se moram priznati, vsi moški po moje malo zgubimo, ne glede na to, kakšni športniki smo, ne. Ampak je pa nekaj, kar tudi lahko vpliva, da veš, da imaš neko nalogo, ki jo moraš narediti in da boš lahko to opravil in da boš vedel, še drugi del te naloge. In vse to tudi, veš, so stvari, zelo veliko načinov je, kako se lahko naučiš, ampak šport bo res zelo veliko stvari te naučil, da je treba, veš, recimo, še ena stvar je, da veš, da moraš, kar rečeš, da boš neko stvar naredil, jo boš tudi naredil, ne. In ni čist, v športu to pomeni, da s tem, da se ti vpišeš v nogometni klub, ti rečeš, da boš nekaj naredil. In to je, da boš delal z ekipo, to, da boš dal vse od sebe, in to, da boš dal vse od sebe, pomeni, da boš naredil tisto, kar ekipa rab. In potem to, da tudi pol to preneseš na življenje, pomeni, ne. Ja, ta ustrajnost. Nočem kaj preveč povedati, Ja, seveda.
Ampak ta vztrajnost, to te šport zagotovo nauči. Torej, moraš vedeti, Pa da da- ne smeš biti. Ena najpomembnejših moških lastnosti, veš, da tisto, kar rečeš, da boš naredil, narediš. Ja. In tega se jaz poskušam držati, kolikor se da, ne držim se vedno, se opravičujem sem tistim, ki tega nisem naredil, res iskreno. Mislim, da je to res za nas ena najbolj pomembnih stvari, da se držiš tega, kar rečeš, da boš naredil. Predvsem pa sam sebi, da kar rečeš sam sebi, ko obljubiš sam sebi, da boš nekaj naredil, da to narediš. Ja, predvsem sam sebi, ki nekaj rečeš, da boš naredil, to moraš narediti. No? Ker če tega enkrat ne narediš, Gre vedno bolj dol, gre vedno bolj vedno dol. bolj dol. Ker Vedno v bolj bistvu pol ugotoviš, da mogoče pa niti ni tako slabo, če še enkrat to ne naredim, pa še enkrat, pa se to sam stopnjuje, Ja. pa naenkrat moraš delati več. Tako da mene je recimo kolo osebno Kaj vse te je v bistvu naučil? Ne? Ja, Ja. veliko stvari. Ne? Da moraš vztrajati, čeprav ne bo šlo vedno tako, kot si zamislil, oziroma vedno ne bo šlo tako, kot si zamislil. Nikoli ne bo šlo. Jaz nikoli nisem šel na eno turo, kot sem si zamislil, razen mogoče ta zadnja, ker sem šel, je bilo zelo, zelo blizu tega. Ampak drugač pa sej midva sva tudi že velikokrat kam skupaj šla, pa ni bilo absolutno nič tako, kot so se zmenila. To je vedno, ker greš, kolo je res šport, mislim, kolesarstvo je res šport, ker res bo, vedno bo šlo nekaj narobe, skoraj vedno. Ampak Lahko tudi ful dober, ampak z njim res sem imel take izkušnje, da šport ti lahko da večinoma samo neka presenečenja, ki lahko tudi niso prav zelo dobra. Saj tudi sam imam ogromno takih presenečenj, ampak tako ne, saj spoznam, da ful lepih presenečenj, da ne bomo zdaj govorili. Ampak tle po drugi strani, ko gledaš kolesarstvo, to pa ni samo kolesarstvo, ki ti dam en kup presenečenj, tle imaš pa še faktor narava. Ja, točno to, narava. In to ponavadi naredi največ težav, se mi zdi. Pa največ lepih Pa največ lepih momentov, sigurno. Ja. To je dejstvo, ne. Sam nepredvidljivo, kot je. Pa, Vedno je cena za stvar, kaj delaš. Ne, ja, ne glede na to, da si naredil najbolj pravilno stvar na svetu, ja. ker ni nujno, da je bila za vse tako. Za vse, točno. Sej oni bojo razumeli tudi, da ne vem. Ampak ne pa čisto. Najlažje mi je dati primere iz teh šolskih pretepov. Ja. Ne vem, ti braniš, ne vem, enega sošolca, pred enim močnejšim sošolcem, pa recimo eno skupino sošolcev, da čisto osebnega življenja, da ne bo kdo kaj mislil. Ja. In hkrati, ki ga ti braniš, seveda tudi tu ne malo bunkaš. Ne? In se ti običajno zgodi pol lahko, da si ti kriv. Ne? Te bodo ostali videli kot krivga. Ampak tle moraš vedeti, da za vsako stvar je ena cena. Ne? In to je tudi recimo ena stvar, ki je kot otrok zelo težko vedeti. Jaz ne vem, če to vem. Ne morem reči, da jaz to zdaj vem. Težko je to razumeti. Ne? Da vsaka stvar, ki boš naredil, bo ena cena, tudi če je najbolj pravilna stvar na svetu. Ne? In moraš razumeti, da bo učitelj, ki te bo videl, bo tebe obtožil, bo tebe kaznoval. Ampak ti boš pri sebi vedel, da si naredil prav in moraš kazen prestati. Veš, da so posledice so vedno za tvoje dejanja. Ne? In to je, ko planiraš stvari, isto. Ne? Moraš se zavedati. Za vsako stvar, ki narediš, je ena posledica, in če ne splaniraš dobro, naprimer, je posledica. Če splaniraš odlično, boš to posledica, ampak ja. Tako da, čisto odvisen, česa se lotaš in kako pa to tudi izvedeš. Tako da, ja, ne. Meni se zdi, da jaz nimam v bistvu skoraj nič več za dodati glede tega. Mislim, da bi zelo veliko še nakladala, če bi zdaj karkoli naprej nadaljevala. Sigurno. Tako da jaz mislim, da kar sva v kosu povedala, mogoče sva šla kaj ven iz tega, mogoče ne. Ampak sva se poskušala držati pa ne ponavljati. Ja, čim bolj ne ponavljati. Mi da bomo zdaj kar zaključila, pa se vidimo naslednji torek. Ja.